Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 14. april 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Ciciban, Pika Nogavička, Maček Muri in drugi junaki letos praznujejo pomembne jubileje. Je njihova vloga še tako pomembna kot nekoč? Odpornost skupnosti ne daje samo vojska, ampak tudi reševalci, gasilci in drugi. Gasilci in reševalci zraven na Koroškem si želijo nov skupni center za zaščito in reševanje. Jim lahko uspe. Pogovarjali smo se z najboljšo plezalko na svetu, Janjo Garnbret, ki že z veseljem pogleduje proti novi sezoni. Kaj je povedala? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Revija Ciciban je začela izhajati samo par mesecev pozneje kot Večer, jeseni leta 1945. Prejšnji teden so na Mladinski knjigi začeli praznovanje častitljivega rojstnega dne. Slavljencu se je pridružila še prav tako 80-letna Pika Nogavička. V članku s sogovornicama, urednicama na Mladinski knjigi, Ireno Matko Lukan in Alenko Veler razmišljamo o tem, kaj se danes dogaja s kakovostno periodiko in s knjigami za otroke, pa tudi, ali so liki, ki so povezovali generacije, še vedno junaki otroških src. Z menoj v studiu je danes Petra Vidali, urednica kulture na Večeru. Zdrav, Petra. Zdravo. Revija Ciciban praznuje 80 let, knjiga Maček Muri 50, Pika Nogavička prav tako 80 let. Pomembni jubilej literarnih del, katerih osrednji liki so zaznamovali cele generacije otrok in mladostnikov. Kakšna je danes vloga teh junakov? Ciciban je star 80 let in še zmeraj Ciciban, še zmeraj je to dobra, lepa in prisrčna revija. Še zmeraj je generator najboljših zgodb in ilustracij, ki pozneje pristanejo v slikanicah. Maček Muri, jaz mislim, da je Abrahamovec, otroci še zmeraj zaspijo, v bistvu takrat, ko se on zbuja ob uri. Seveda ne samo po zaslugi knjige, ampak tudi sijanje glasbitve in pesmic. Pika pa zadnjih 10 let v slovenščini živi v novem prevodu. Zdaj mi, ki smo starejši, smo malo težko požrli, da nimamo več ljube kroglice pregelk, nikdar nočem biti velik, ampak v bistvu mi poročajo z Mladinske knjige, da so tudi te nove izdaje prodali že 11.000 izvodov, torej tudi Pika še živi, vsi trije očitno še živijo in to dobro. Omenja že številke, to je nekako naslednja iztočnica, kajti ko govorimo o revijah in knjigah, kjer so in še zmeraj živijo omenjeni junaki, je neizogibno dejstvo, da te naklade pada. Ko govorimo o reviji, tudi verjetno o prodanih izvodih knjige, čeprav si omenila zadnjo izdajo, podobno kot tiskani mediji, če malce potegneva vzporednico z Večerom, se ne uspejo zoperstaviti trendu manjših dosegov. Zanima me, ali to pomeni, da živijo svoje življenje danes v bolj digitalnem okolju ali da njihova priljubljenost v bistvu pada? Ja, v bistvu sem se prej napačno izrazila. Mislim, živijo dobro, živijo v kakovostnih izdajah, naklade seveda pa niso take, kot so bile včasih. Cicibana je bilo doslej natisnjenih več kot 35 milijonov izvodov. V najboljših časih so imeli naklado 100.000 izvodov. Danes v bistvu govorijo o dometu 10.000 izvodov. Se pravi z otroci in njihovimi starši, ki jim to berejo. S periodiko s kakovostno periodiko za otroke in mladino je v bistvu čisto tako kot z kakovostnimi mediji za odrasle. Mislim, težko je. Kar se tiče selitve v digitalno okolje, je pa tako dobre ilustracije pa dobro literaturo prestaviti v digitalno okolje, verjetno še teže kot dobre novinarske zgodbe prestaviti v digitalno okolje. Razen tega je pa vprašanje smisla še bolj na mestu. Mislim, ni ravno to, da se otrokom bere zvečer, v bistvu edini način, da se pravzaprav pobegnejo digitalnih vsebin. In zdaj, dokler pač obstajajo starši, ki še to hočejo, Stavimo na take, seveda se trudimo po najboljših močeh, ni vedno enostavno, ker je tudi do teh oblik morda danes nekoliko težje priti, ali pa so manj prisotne v bistvu, ne? Težje ni priti, po moje lažje priti, glej, po spletu naročiš kadarkoli, mislim pa imaš, naklade so pa seveda padle, Slikanica
ne preseže 1000 izvodov. O Piki Nogavički sem govorila o 10 letih, pa Pika je vendarle posebna knjiga, slikanice za 1000 izvodov, res pa je slikanic neskončno več, kot jih je bilo včasih. Tudi to je res. Ne. Trg je nasičen, ja, kar mogoče nisem mislil, da je težje priti, ampak bistveno lažje danes z enim klikom pride do vsebin v drugačni obliki, ki pa seveda ni tako v redu. Ja. Piko sva že večkrat omenila, legendarna Pika Nogavička, najmočnejša deklica na svetu, ki skupaj s konjem in opico živi v svoji vili Čiračara, je verjetno lik, s katerim se v nekem obdobju poistoveti domala vsak otrok. Kaj lahko Pika danes poroča mladim? Ja, človek bi si mislil, da potem, ko imamo pa res toliko teh fantazijskih likov z močmi, ki so 100-krat večji od Pikinih, ne, da Pika več nima nobenih šans. Ne. Ampak ne bom zdaj sama pametovala, ampak bom prebrala, imamo seveda v članku odgovor urednice Alenke Veler, ona je odgovorna za te zadnje izdaje Pike, pa tudi za strip o Piki Nogavički, med drugim, ki je zdaj šel tudi ob tem jubileju. Pa pravi Alenka Veler: prepričana sem, da ima Pika kaj povedati tudi v današnjem času. Pika je samosvoja, svobodna, neokrotljiva, močna, razmišlja izven okvirov in ruši družbene norme. V svetu, ki po razmišljanju postaja vedno bolj štiriograd in konformističen, so te lastnosti še bolj pomembne kot kadarkoli prej. Jaz osebno najbolj zaupam povrednim otrokom, ki odstopajo od splošno sprejetih meril, kaj je dobro in se spodobi, znajo pa videti druge, so pravični in se znajo postaviti za šibkejše od sebe ter se zoperstaviti nasilnežem. Taka je Pika in veseli me, da jo imajo radi tudi današnji otroci. Dokler imajo Piko, ki je polna domišljije in zna uživati v drobnih stvareh, ter je za prijatelje pripravljena narediti vse, imajo možnost pogleda v svet, v katerem ni pomembno, kaj in koliko imaš, ampak to, da znaš deliti. Dragocen zapis, vse to in še več seveda v Večeru in na večer.com. Hvala, Petra. Hvala. Gasilci in reševalci so bili med junaki poplav leta 2023, a velja se jih spomniti tudi v mirnejših časih in jim predvsem zagotoviti pogoje za učinkovito delo in intervencije. Izpostavljamo konkreten primer s Koroške. Poklicni in prostovoljni gasilci zraven in zdravstveno-reševalni center Koroška delujejo v tesnih prostorih in slabih pogojih. Skupaj z občino so pripravili projekt novega skupnega centra za zaščito in reševanje, po katerem bi bili združeni pod isto streho. 10-milijonski projekt so poslali na Ministrstvi za kohezijo in zdravje, računajo na razvojni člen sistemskega zakona za pomoč po poplavah. Ker se v zadnjem času toliko govori o odpornosti in povečanih investicijah, pa je župan Tomaž Rožen prepričan, da bi morali ujeti tudi ta vlak, saj da obramba ni samo oborožitev, ampak je tudi civilni sektor. In da odpornost skupnosti ne daje samo vojska, ampak tudi reševalci, gasilci in drugi. Kako njihove možnosti ocenjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin? Ali koncept podpira in kje vidi ovire? Po NATO namreč zaščita in reševanje ne sodita med obrambne izdatke. Več preberite v Večeru in na večer.com. Pogovarjali smo se z najboljšo plezalko na svetu Janjo Garnbret, ki že z veseljem pogleduje proti novi sezoni. Vrhunec v tej sezoni bo predstavljalo septembrsko svetovno prvenstvo v njej ljubi Južni Koreji. S trenerjem Romanom Krajnikom sta tekme letos izbirala precej selektivno, veliko časa pa namenjala plezanju v skali. Janja v pogovoru razkriva, kako je izbrala 3 prizorišča, na katerih bo nastopila v letošnji sezoni. Tekmovala sicer ne bo prav veliko, prav zato, ker veliko časa namenja plezanju v skali. Sem jih svetovno prvenstvo itak Južna Koreja je v bistvu bilo no-brainer. Pa še svetovno prvenstvo je, ki ga nočem izpustiti. Koper seveda domača tekma, kjer mi je vedno postavitev fajn in vedno mi je fajn tekmovati pred domačo publiko. No, ni mi bilo vedno najlažje, ampak se mi zdi, da je fajn pred domačimi navijači. Innsbruck pa, ker je tudi mi dobra organizacija tekme, pa vedno imam dobre spomine, pa vedno naredijo dober šov in v bistvu iz teh razlogov.
Zaupala nam je tudi, kje rada dopustuje in kako gostoljubni so v plezalnem centru na Prevaljah. Steni, tam so super, res zunanja stena bi rekla, da je en del, sicer je mali, ampak je vse, kar rabim, je primeren za moj trening. Sicer pokličemo z Rovanom postavljalce in oni pridejo in postavijo smeri primerne za svetovni pokal. Drugač pa sem ful hvaležna jim, da dajo to opcijo, da sploh pustijo, da v bistvu po narekovajih delamo, kar hočemo, da dajo na voljo del stene, da postavimo smeri in da lahko pridem kadarkoli in plezam, tako da sem jim izjemno hvaležna za to opcijo. Med drugim pa pove tudi to, kako napreduje gradnja hiše. Bo imela v njej lastno plezalno steno? Več preberite v Večeru in na vecer.com. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 14. aprila 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.